pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 19. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bosta pomerila domači Koper in Bravo. Komaj čakamo, da ugotovimo, v kakšni formi sta ekipi pričakali. Drugi del sezone, na podlagi trgovanja se zdi, da so se Koprčani kar precej okrepili, Bravo pa bi lahko imel nekaj težav s prilagajanjem na nove zakonitosti. Zaprli so ga Koprčani, Fran Tomek za Josipa Iličiča. Znova krasno Josip Iličič proti Andražu Roedlu, Roedel v kazenski prostor, Koper vodi. 5. minuta srečanja, Andraž Roedel. Tudi on je, podobno kot Josip Iličič, blestev na pripravljalnih tekmah in dobro formo zdaj potrjuje s tem golom. Sicer gre seveda zadetek na dušo Uroša Likarja, ki je bil slabo postavljen. Andraž Roedel pa še naprej cveti pod vodstvom Zorana Zelkoviča. Njegov 3. gol v tej sezoni prve lige, skupno 5. v tem tekmovanju. Imenitna podaja Josipa Iličiča. Andraž Roedel je bil v težkem položaju, malo pomoči. Vprašanje, če je tu želel streljati, v vsakem primeru pa je izpadlo sijajno. Iličič in Andraž Roedel sta zelo dobro sodelovala, torej že na pripravljalnih tekmah. Tole bi spet lahko bilo nevarno. Andraž Roedel se je boril, tu je Brijan Odej. Brijan Odej preigrava, lepo Ganec, podaja pred vrata, Koper vodi z 2-0. 21. minuta srečanja, ne hladi cevi Andraž Roedel, drugi gol na tem obračunu zanj, skupno 4. v tej sezoni prve lige. Koprčani so napravili čvrste temelje za pohod proti 10. prvenstveni zmagi v tej sezoni. 7-krat so do popolnega točkovnega izkupička že prišli na Bonifiki, so najboljše domače moštvo v ligi. Brijan Odej je tu na kovancu za 2 evra obrnil Gašperja Jovana, Andraž Roedel pa iz neposredne bližine v polno vse skozi dejaven. Andraž Roedel izvrstno se postavlja. Koper deluje res zelo dobro, Rimac proti Iličiču, nova priložnost, Josip Iličič in Koper vodi že s 3-0. Roedel, Iličič in upi Brava, mislim, da so povsem poteptani. Koper bo danes prišel do 10. prvenstvene zmage v tej sezoni, če ne bo res epskega zasuka. Josip Iličič asistenci zdaj dodaja gol, njegov 4. v letošnji sezoni prve lige, skupno 28. v tem tekmovanju. Hegemonija Kopra, demonstracija premoči Kanarčkov. Bravo preprosto ne najde odgovora na ta kakovosten presing, na izvrstno postavitev. Rimac je razbral. Pri primorskem prvoligašu znova Roedel pri žogi, krasno Roedel, vidi se, da se je fant sprostil, naprej dirja Mark Babaj, spredaj je Leo Rimac, Babaj proti Rimcu, Rimac in zdaj tudi Rimac asistenci dodaja gol, 4-0, katastrofa apokaliptičnih razsežnosti se obeta danes Šiškarjem, znova ogromno razpok v njihovi obrambi, Rimac pa s prefinjenim dotikom žogo spravlja mimo Uroša Likarja, njegov 4. gol v letošnji sezoni. Začenja se strelska zabava Kanarčkov na Bonifiki. Andraž Roedel je začel to akcijo z imenitno podajo s peto. Mark Babaj je žogo potegnil naprej. 3 opcije so se mu odpirale, ni govora o prepovedanem položaju, slabo je bil postavljen Gašper Jovan. Mjailović na desno proti Odeju, Brijan Odej in tudi on se pridružuje strelski zabavi. Brijan Odej odpira strelski račun v prvi slovenski nogometni ligi, postal je 14. strelec Kopra v tej sezoni tega tekmovanja. Izvrsten zaključek Brijana Odeja, tudi on je asistenci zdaj dodal gol. Kakšne predstave koprskih napadalcev in petarda je počela v Likarjevi mreži že v prvem polčasu. Kenana Tojbibuja torej zanaša naprej.
Kakšna napaka zdaj Nathana Monzanga, priložnost za Rimca, ki dirja naprej, Leo Rimac, tudi to je izkoristil Leo Rimac, 50. minuta, pol ducata žog že v mreži Uroša Likarja. Katastrofa vseh katastrof za Šiškarje, Leo Rimac je izkoristil tehnični lapsus Nathana Monzanga. Neverjetno, koliko nezdravih vzorcev danes v zadnji liniji Brava. Obrambni samomor Nathana Monzanga, Josip Iličić ga je tudi potisnil proti napaki, Leo Rimac pa je vse skupaj izjemno izkoristil. Marwan Nzuzi ga ni uspel dohiteti, zaključek pa tudi fenomenalen. 6. strel v okvir Likarjevih vrat in 6. gol. Pa tudi za obstanek. Ajdovci in Sobočani so trenutno pri 15 točkah v Mittendorfer z napako. Tu je Pečar, Pečar na levo, Bristrič, Venust Babula in tu je častni gol. 6-1, Venust Babula. Martin Pečar poziva soigralce naj prinesejo žogo kar se da hitro do sredine igrišča. Telesna govorica Venusta Babulaja pa bolje razkriva, kaj se dogaja na igrišču. Kakršnekoli više sile, tudi če so ne vem kako visoko tu, Brava ne bodo rešile katastrofe. Nuhanović, Bristrič, Neguje izpadel, Marwan Nzuzi, iskal je Pečarja, še enkrat Marwan Nzuzi, Bristrič, dober strel, Jurkar brani, potem pa iz odbitka do zadetka nogometaši Brava, Bristrič je strelec, še naprej v kontekstu tega večera le bleščeč preliv čez plesnivo torto, Matic Ivanšek vendarle nogometaš, ki je zabil. Nova kozmetična napaka, torej za sjajno koprsko predstavo. Matic Ivanšek pa do drugega gola v tej sezoni. Ni bilo prepovedanega položaja Martina Pečarja, Nzuzi, potem do Bristriča. Matic Ivanšek pa je pritekel na odbito žogo in Martin Pečar, danes res slab dan. Nam lahko pojasnite, kaj se je zgodilo danes? Danes nismo bili mi, že od prve minute smo delali preveč napak, poceni kontranapadi. Vse nam je šlo narobe, njim je šlo vse, kakor mora, vsak šut je bil v golu in res katastrofa. Po pa drugi polčas smo se uspeli nekako sestaviti in odigrati vsaj dovolj dobro, da smo dobili takrat delni rezultat v polčasu in malo popravili stvari, ampak to ni opravičilo in to je samo spodbuda, da moramo še več garati in nekaj popraviti v prihodnosti. Koliko pa zdaj za samozavest pomeni to, da ste vendarle v izdihljajih tekme nekoliko popravili vtis? Ja, tako kot sem rekel, nekaj definitivno pomeni, ampak kot se spomnim, po vsakem velikem porazu smo se dobro uspeli vrniti, tako da verjamem, da bo zdaj enako. Andraž Roedel, res fantastična predstava Kopra danes, tudi vas, 2 gola ste dosegli. Je bila to vaša najboljša predstava v karieri celo? Ja, mislim, da se je prvi zgodilo, da sem dal 2 gola, tako da sem zelo vesel, da sem ekipi pomagal z njimi do zmage. Tudi sicer neverjetna povezanost med vami napadalci, verjetno plod dobrega dela v pripravah. Ja, res je, zdi se mi, da smo naredili top priprave, že na pripravah smo se jeli res neverjetno. Tako kombiniramo, mislim, res ratuje vse zaenkrat, tako da upam, da tako ostane. Nas lahko popeljete še skozi tisti prvi gol? Nekaj sreče ali vendarle vrhunsko udejanjenja za misel? Mislim, bil je strel, ne bom rekel, da je bil prvi kot, ampak je pa bil strel, no. Ni bil center šut. Zdaj Celju ste se približali na 9 točk zaostanka, po drugi strani seveda za 3 točke oddaljili od Maribora. Kako zdaj razmišljate kot igralec Kopra, za koga recimo na štajerskem derbiju jutri navijati? Ja, mislim, definitivno mi gledamo na sebe zaenkrat, tako da gremo tekmo po tekmo, tako da bom rekel samo to, da bomo mi za sebe gledali.
Zoran Zeljković, sicer sam zaključek tekme ni bil najboljši, ampak ena izmed najboljših predstav Kopra gotovo v prvi ligi. Pa morda nekoliko nenavadno vprašanje, zakaj tako resen obraz? Ja, nisem zadovoljen iskreno, kako smo zaključili tekmo. Želim si vsak trening dobro začeti, dobro končati, kajti zavedam se, da dolgoročno je to zelo pomembno, da se tekma igra 90 minut in ne maram neke lahkomiselnosti. Zelo vesel sem, mi smo igrali proti konkurentu, se pravi, 3 točke so bili za nami pred to tekmo, dali smo veliko golov, veliko dobrih stvari, vse super, ampak nisem pač s tem zadnjim delom malo zadovoljen in hitro nas čaka že nova tekma in moramo pozabiti na te stvari. Poslušali smo, da ste res ujeli dobro formo na pripravljalnih tekmah, pa ste nekako pričakovali, da bodo fantje res tako povezani v napadu, da bodo napadalni mehanizmi tako dobro stekli. Res se je zdelo, da so nogometaši pokazali neverjetno inspiracijo. Ja, mislim, da imamo veliko individualne kvalitete, sploh smo na nekaterih pozicijah, bom rekel, poduplirali, tako da imamo širino, kar je zelo pomembno, ampak rad bi opozoril, da je to pač samo ena tekma bila, mi bomo pač, če želimo iti v to Evropo, kar je naš cilj, mogli te stvari ponavljati. Podobno sem vprašal že Andraža, danes ste se vodilnemu Celju približali na 9 točk zaostanka, imate 3 točke prednosti pred Mariborom. Kako zdaj razmišljate kot trener Kopra, kakšen rezultat bi si recimo jutri želeli na štajerskem derbiju? Iskreno mi je čisto vseeno, pač mi se moramo osredotočiti na stvari, na katere lahko vplivamo in to so samo naše tekme, tako da kaj bo to na koncu prineslo, bomo pa videli. Aleš Arnolj, sicer ste v nadaljevanju oziroma v zaključku precej popravili vtis, vsaj v prvem polčasu pa zelo slaba, praktično nedopustna predstava. Kaj je šlo narobe? Jaz bom tako poudaril, da večkrat morda se Bravo gleda oddaleč in se velikokrat reče, da je tukaj lažje in vse v redu. Tudi mi imamo svoje težave. Jaz sem že v zadnji izjavi opozoril, da nam ne bo lahko, da je izredno neko težko obdobje pred nami. Če prideš v Koper, pa te Koprčani v prvem polčasu globoko natečejo, dobijo 80% vseh duelov, tako v zraku kot na tleh, se hitreje vračajo v obrambo, hitreje vključujejo napad kot ti, potem si izgubil v vseh osnovah igre, ne samo v osnovah igre, ampak v osnovah naše igre, v katerih bi mogli biti od Koprčanov boljši, če bi želeli pozitiven rezultat pričakovati. Res je, da pred prvim golom, da pri 1-0 smo imeli 2 lepe priložnosti, ki bi lahko tekmo malce zavrtele, ampak preprosto smo pozabili tisto, kaj nas je krasilo, pozabili smo tisto, kar je osnova v naši igri in Koprčani so z odlično igro to kvalitetno izkoristili. Sploh se je tudi zdelo, da je bilo danes preveč tveganih podaj iz obrambe v sredino. Koper je z visokim presingom prihajal tako do obetavnih situacij. Kako to preprečiti? Ne, čisto preprosto, da smo v drugem polčasu smo to boljše prepoznavali, smo v takih situacijah, kjer nismo imeli viška okrog žoge, odigrali, sprejeli pravilno odločitev, ne bolj lagodno odločitev, ampak pravilno odločitev, odigrali dolgo žogo, dobili drugo žogo in bili takoj nevarni. Tako da v bistvu sprejemali smo napačne odločitve, ampak tako kot sem rekel, tudi mi na Bravo imamo svoje izzive. En izmed teh je, da smo bili odlični v prvem delu sezone, zabili veliko število golov, igrali na visokem nivoju in da se nam zdaj dogajajo stvari v prestopnem roku, ki sigurno vplivajo na nekaj. Jaz vse te stvari tudi razumem pri fantih, ampak vedno pravim, da je nogomet izredno pošten in danes nam je pokazal, kaj je, če ga ne spoštuješ tako, kot ga moramo spoštovati in naš cilj je zdaj, da se v kratkem roku pripravimo in da smo v osnovah proti Muri nič manj kot fantastični.